Tokrat v občinskem informatorju. Veliki božični stand-up v dvorani Tabor znova navdušil. Zimska pravljica o Sveti Trojici navdušuje obiskovalce. Voščilo župana Marka Rakovnika. Blagoslov konj na domačiji Domadeni, Kohočah in na Slemenu v Silnici ob Dravi. Voščilo župana občine Starše. Na praznični tržnici v Vuzenici Božiček in Dedek Mraz. Voščilo župana občine Cerkvenjak. Lepo pozdravljeni. Za nami so prvi praznični dnevi, ki ste jih preživeli vsak po svoje. Reporter Milan, no letos tudi Gora Žilovec, pa so očitno lahko pravi recept za smeha poln božični večer. 25. decembra so že 4. leto zapored navdušili v nabito polni dvorani Tabor. Božični večer v Mariboru najbrž ne bi bil tisti pravi, če ne bi bilo velikega božičnega stand-upa z Matjažem Šalamunom Šalcom, Dejanom Vedlinom in Tinetom Križaničem. Reporter Milan, tokrat prvič na odru tudi v kombinaciji z Gorazdom Žilovcem. S tradicionalnim mariborskim božičnim stand-upom so fantje znova poskrbeli, da so si obiskovalci, ki so napolnili dvorano Tabor, pošteno razgibali trebušne mišice. Ja, super je bilo. Ste razmigali svoje trebušne mišice? Smo. Ja, zaradi polne mere humorja in super je bilo. Tako da se malo razveselimo, pa malo smeha v današnji družbi, ne? Vsi so bili dobri, vsi štirje. Je bila prava mera božičnega smeha? Je bila. Kako se vam je zdelo? Čudovito, no. Za take praznike res ta prava stvar. Vsak po svoje, vse. Super je bilo, super. Zakaj? Zato, ker je kombinacija Prekmurci pa Kaj vam je bilo najbolj všeč? Vsi tri so bili dobri. Lepo. Božični večer v Mariboru je tokrat zaznamovala kombinacija stand-upa, kot je še ni bilo. Zagotovo neobičajen in očitno dobrodošel način praznovanja praznika. Tradicionalni božični stand-up, ampak tokrat na nek način prvič. Vendarle v tej skupni navezi. Ja, prvič. Ja, meni je bilo prvič sploh stand-up nastopati. Pred 4000 ljudmi sem izgubil nedolžnost, tako da je pa res, da sem si upal iti z njimi gor, zato ker so dečki, kapo jim dol, njihov fan sem že desetletje, pa še malo, tako da neizmerno sem hvaležen, da so rekli, Žilovec, odi z nami. In občutki? Jutri mu znal povedati, ampak prvi, noro, hvala vam. Zdaj pa za vas, ki ste že utečeni, vendarle 4. tradicionalni, obiskovalci so danes dejali, da božiča ne bi bilo več brez tega stand-upa. Pa ja, mislim, jaz osebno, govorim svoje imeno, sem zadovoljen, ker jaz navdušen nisem nikoli, ker pač je vedno izzivno za naslednjo leto, ampak zadovoljen pomeni, da sem res zadovoljen, da je to bilo tako, kot smo si vsi skupaj zamislili, publika itak tega nikjer ni, ker 4000 ljudi na komedijo privabiti, če je bilo zastonj, ne prije druge, tako da tu ni debate, ja, mislim, ful dobro. 4000 ljudi privabiti na božični? Ja, se to tako je Šalca rekel, ne, res zahvala vsem, ki so si pač vtrgali te 2 ure sem in da so sem prišli, ampak jaz sem še tudi tak face pod vtisom, tako da bilo je res fenomenalno, no, mislim, občutek že na odru, pa tako, pa vem, da mogoče ne tako slabo pojem tudi. Vedno sanjal sem božička, tako pač to ta zgodba gre. Zjutraj se je dvigno in 2-krat rigno in vprašal, kak mi je ime. Pa ste šli kaj počivati, še kaj? To običajno gremo, ne, sicer zdaj sledi pač še najprej ta čišča, ne, tako telesna kot duhovna, ampak potem pa bomo legli k počitku, ne nazadnje tak dan, kot se detece vleglo, se bomo tudi mi in naj se vleže tudi vam. Sicer pa, ker smo pred novim letom, samo še drobcene želje. Joj, zdaj si meni, jaz vam želim čim več smeha,
Zdaj nadaljujem. Zdaj pa takoj na igra. Ponovi mojo, pa svoje zrune. Smeha, ljubezni, radi se imejte. Ja, ne eno, samo dodaj. Pizda, kažna, vse pa prav. Smeha pa eno še. Smeha pa radi. Ja, eno. Ne, se mejte. Radi se imejte. Smeha, radi se mejte, zdravja. Smeha, radi se imejte, zdravja, pa da vam nikoli ne bi zmanjkalo bučnega olja. Takšne so bile novoletne želje nove mariborsko-prekmurske naveze, sicer pa na snidenje prihodnje leto. V Sveti Trojici so na Božič pripravili pohod z baklami okrog jezera, temu pa je sledil koncert na odru Zimske pravljice, na katerem so se predstavili mladi pevski talenti iz Svete Trojice, ki so s svojim petjem navdušili zbrano občinstvo na trgu. V prihodnjih dneh pa bo Trojiški trg zagotovo pokal po šivih, saj se obeta še več prireditev. Čarobnosti pohoda z baklami okrog jezera v Sveti Trojici ni pokvaril niti dež, ki je pohodnike na začetku pospremil. Pohod je uspel v polni meri. Ker je pač v tem božičnem času, smo se odločili, da je pohod praktično organiziran z baklami. Naše društvo sicer organizira vsako nedeljo za naše člane pohode po različnih krajih v tem delu Slovenije. Ker je pa v sklopu tega dobro spadlo tudi ta božični del, smo rekli, da še napravimo ta božični pohod z baklami. Tako navdušeni, kot so bili na začetku, so bili pohodniki tudi na koncu. Zelo čarobno. Na začetku je malo preglavice povzročalo deževje, ampak ko smo se približali jezera, pa je ponehalo, tako da smo imeli suh pohod. Ja, je bilo super z baklami, čarobno, tako da se splača pogledati. Za drugo leto spet, tako da to je to. Bilo je odlično, mladi, malo manj mladi, otroci, super. Super pa je bilo tudi na odru Zimske pravljice, kjer so se predstavili odlični pevski talenti Svete Trojice in zapeli pesmi, ki so navdušili obiskovalce, prav tako tudi celotna Zimska pravljica. Zelo, nekaj posebnega, ker to ne vidiš vsak dan nekje, ne. Zelo čudovito. Se pravi, tako sam trg kot verjetno tudi prireditve? Tudi kot prireditve, koliko nam dopušča vreme, je zelo nekaj posebnega. Predvsem, da gremo popolne ven z otroke, pa s tu malo tudi starimi prijatelji srečamo, pa poveselimo, kako rečemo, pa glavnem, zabavamo se tudi ob večerih. In priložnosti za doživete večere bodo imeli v Sveti Trojici vse do konca leta, saj bo vsak dan prinesel nove dogodke v čarobni Zimski pravljici. Petek, veliki pozdrav sosedu, tradicionalna prireditev, ki jo letos pripravljamo že 11 leto zapored z vrhunskimi glasbenimi presenečenji in pa ostalimi vložki. Potem pa ob 9. v petek še koncert po pozdravu sosedu tukaj na trgu. Potem pa v soboto seveda velika zvezda slovenske glasbe Helena Blagne. In pa prvič danes povem, da imamo v tem večeru še presenečenje, to je skupina Il Divi, ki bodo nastopili skupaj z Heleno. In pa potem pa je nedelja in pa ponedeljek, kjer bo vzdušje odlično. Ja, v Sveti Trojici so se dobro pripravili na zaključek leta, saj prav vsak dan prinaša čarobnost ter priložnost za uživanje in druženje. V teh prazničnih dneh je voščil tudi župan občine Lovrenc na Pohorju Marko Rakovnik. Želi mirne praznike, v novem letu pa čim več uspehov. Spoštovane občanke, spoštovani občani, v teh prazničnih dneh skušamo biti pozorni do svojih dragih prijateljev, do sočloveka. Ostanimo v takšnem medsebojnem sožitju tudi skozi leto, ki prihaja. Še naprej verjamemo vase, svoje občutke, v našo skupnost. Naj bo naše življenje in delo prežeto z optimizmom in z željo delati dobro, delati z ljubeznijo. Želim vam srečne, mirne in naklonjene božične praznike, v novem letu 2020 pa čim več veselih trenutkov, zasebnih in poslovnih uspehov, pozitivne energije in prijaznih misli. Vse dobro. Na domačiji Domadenik v Hočah so pripravili na Štefanovo blagoslov konjev. Tokrat so na tem mestu pripravili blagoslov že tretjič, predtem pa so ga imeli tudi na Pohorskem dvoru. Običaj, ki se ponovno uveljavlja, je privabil kar nekaj obiskovalcev.
Tako kot se vse bolj obnavlja ljubezen do konj in drugih živali, tako se vse bolj uveljavlja v Hočah tudi blagoslov konjev, ki pa hkrati pomeni tudi blagoslov ljudi, vseh domačih živali in pridelka na domačijah. Blagoslovi so vedno za vse, za tiste, ki imajo živali ali tiste, ki jih nimajo. Blagoslov je namenjen predvsem človeku. To je prošnja Bogu, naj nas varuje v našem življenju in blagoslavlja nas in naše delo in naravo, v kateri živimo in naša srečanja in vsega. Turistično društvo iz Hoč in krajevna skupnost Reka Pohorje se tako trudita, da bi običaj postal tradicija in se vsako leto bolj razvijal. Mi smo v bistvu začeli z žegnanjem pred 4 leti na Pohorskem dvoru. Potem smo se pa preselili sem v Reko in letos je res tretjič tukaj tradicionalno v Reki. In ti konji, ki so dejansko ti domači konji, ker je žegnanje tudi na Polskavi z svojo tradicijo, konjenico in v glavnini gredo tja, tako da pač imamo to bolj internega domačega značaja. Štefanovo je za konjenike in lastnike konj zagotovo eden pomembnejših praznikov. Seveda je zraven jurjevanja je to drugi največji praznik. Čemu? Za žegnanje konjev, jahačev, pa še več kaj. Je pa tokrat prišlo na blagoslov več ljudi, ki želijo ohraniti to tradicijo. Zelo velik dan je to praktično, ne samo za konje, ampak tudi za nas. Nam malo pomeni duševni mir, malo sproščajoče vzdušje, kljub temu, da danes je zelo lep sončen dan, ni zime, ni mrzlo, tako da se radi vračamo tu sem med konje. Že tradicija, vse druga ni verjetno, najbolj tako. Pa da zaželimo zdravje živini. Vsak imamo kaj doma, po mojem. In prav to, da bo dobra letina in da bodo domače živali zdrave, pa je želja mnogih kmetovalcev in ne samo lastnikov konj. Blagoslov konj pa so na Štefanovo imeli tudi v Selnici ob Dravi. Tega pripravljajo že vse od leta 2014, ko so postavili kapelico in nato vsako leto blagoslov ponovili. Tudi tokrat je zelo uspelo. Z organizacijo Turističnega društva Selnica ob Dravi in mnogih drugih sodelujočih so tudi tokrat pripravili v Selnici ob Dravi veliki blagoslov konj, na katerega so prišli domačini, predvsem pa okoliški prebivalci s svojimi konji. Žal v sami občini Selnica ob Dravi nimamo kaj dosti konjev. Družina Poljski ima konje, ima pa zdaj mladiča, se ni mogla udeležiti tega blagoslova. Nekaj je malih konjev, sicer pa je večina od naših sosedov iz Jelovca, ki pripeljejo svoje živali, in pa letos prvič se je pridružil tudi naš kočijaš, ki je za naš praznik prižig luči, pripeljal s kočijo, obdaril otroke, tako da se malo širi. No, upamo, da bo tudi v bodoče prišlo še več lastnikov konj, ki bo pripeljali svoje konje. Mogoče pa ne samo konje, jaz sem tudi pozvala, naj pripeljejo tudi druge živali na blagoslov. Blagoslov konj pa ni pomemben samo za verujoče, ampak za celoten kraj. Torej jaz menim, da kadar združujemo vseeno ta odnos oziroma verovanje, da lahko z molitvijo in pa z razmislekom o tem in blagoslovom seveda nekako pomagamo in želimo tudi živalim, da preživijo leto, kajti vemo, da človek brez živali ne more preživeti in to kaže se tudi tisti, osnovni prvinski odnos, da sta seveda človek in žival eno, konj pa to žival tudi simbolizira. V občini Selnica ob Dravi smo veseli, da se ta tradicionalni blagoslov odvija in ga bomo seveda podpirali tudi v prihodnje. Nekako to postaja oziroma ostaja obujanje kulturne dediščine, tradicije, na drugi strani pa tudi druženje ob koncu leta in pa da si takrat tudi nekako zaželimo vse dobro v prihodnjem letu. In prav zaradi tega so se lastniki konj odločili pripeljati svoje konje na blagoslov. Ne nazadnje so jim prav te živali zelo pomembne. Ja, konji so že od vsega začetka z nami, so nam pomagali, mislim, že v zgodovini. Brez konjev bi težko karkoli obdelali, premaknili in jaz mislim, da to je ena lepa žival. Z njimi tudi delajo terapije, tako da pomirjujoče, ne vem. Slovenci smo nekako navdušeni, se mi zdi, nad takimi lepimi živalmi. Ja, v bistvu smo ob pomoči Marjana Čebelkota mi pomagali oziroma začetniki, tako da v bistvu se zdaj čistega začetka udeležujemo žeglanja.
vsako leto, pač s kolikimi konji gre. Kristjane verujemo, da je Bog nad nami in da Bog pravzaprav vse vodi k dobremu. In v tem blagoslovu pravzaprav hočemo izraziti svojo vero, da se vse na neki način srečno končuje, čeprav tudi kdaj pride do nesreče. Pač pa ravno z blagoslovom nekako gremo vedno proti tistemu srečnemu koncu. In z blagoslovom in skorajšnjemu začetku novega leta si ljudje zaželimo prav to, da bo življenje čim bolj srečno. Staro leto se poslavlja, novo pa bo kmalu odprlo vrata. Župan občine Starše Bojan Kirbiš je ob tej priložnosti zaželel uspešno leto 2020. Ob izteku leta zmeraj pogledamo nazaj, kaj vse se je dogajalo v letošnjem letu in obenem že nekako planiramo vse tisto, kar bo dobrega v novem letu. V naši občini smo naredili ogromno stvari, še več stvari pa imamo pripravljene tudi v novem letu. Seveda je pa to čas, kjer si ljudje čestitamo, želimo dobre stvari, probamo pozabiti tisto, kaj ni bilo dovolj dobro ali dovolj dobro dogovorjeno, najti pravo rešitev in želeti drugemu dobre stvari, lepe stvari, zadovoljstva in pa seveda tistim, ki so potrebni pomoči, tudi pomagati. Želim vsem vašim poslušalkom in poslušalcem, gledalkam in gledalcem vse dobro v novem letu, našim občankom in občanom pa tudi vse dobro, lepo in razumevanje med sabo, da bomo tudi v novem letu izpolnili čim več naših ciljev. Minulo soboto pa so v Vuzenici priredili že tretjo praznično tržnico. Čeprav je deževalo, so se kljub temu obiskovalci prepustili pristnemu decembrskemu vzdušju. V Vuzenici so tudi tokrat poskrbeli, da je bilo vzdušje res praznično in decembrsko. Praznična tržnica je tokrat potekala že tretjo soboto zapored. Prišli so ljudje vseh starosti, ki so uživali v programu v izvedbi ansambla Diaton, za najmlajše pa so priredili tudi praznično pravljico, no otroke pa sta obdarila tudi kar dva dobra decembrska moža, Božiček in Dedek Mraz. Zadnja praznična tržnica bo to soboto 28. decembra, ko bodo zaigrali in zapeli člani skupine Gadi. Za konec pa še v občino Cerkvenjak, kjer je tamkajšnji župan Marjan Žmavc zaželel vesele in mirne praznike, v novem letu pa izpolnitev skritih želja. Spoštovane občanke in občani občine Cerkvenjak, ob letošnjih božičnih praznikih vam želim miru, topline in družinskega razumevanja. Novo leto 2020 pa naj vam izpolni vsa vaša pričakovanja in želje, tako v zasebnem kot v poklicnem življenju. Zahvaljujem se vam za dosedanje podporo in razumevanje ter pričakujem, da bomo skupnimi močmi izpolnili vse zastavljene cilje tudi v prihodnjem letu. Vsem državljankam in državljanom pa izrekam iskrene čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti naše države. Poglejmo še, kaj se ta konec tedna dogaja v naših krajih. Jutri, 28. decembra, se bo v Mariboru poslovil Dedek Mraz. Ob 17. se bo iz Vetrinskega dvora odpravil na trg Leona Štuklja, kjer bo še zadnjič pomahal v slovo. V Hramu kulture v Selnici ob Dravi pa bodo ob 18. nastopile Florentine, zdaj že s tradicionalnim božično-novoletnim koncertom. Toliko za danes, želim vam lep preostanek večera in nasvidenje.